Popoldanski klepet s Podokničarjem. V studiu imamo goste, ja, tako se pravilno reče. Par je na odru, seveda. Če bi bil to en drug par, bi zdaj zapel Prijatelja za vedno. One dva pojeta čist druge viže. To sta Rebeka Dremelj in Sebastian. Lepo zdrav, dober dan, dobrodošla. Lepo zdrav. Živijo, daleč, stran ste, daleč. Ja, COVID je to. COVID je to. Je naredil svoje. Mi pa pojeva druge viže, ampak sporočilo Prijatelj za vedno pa vseeno ostaja enako. Točno tako, kot se 20-letnica in vas si prvošta, da si posnamate eno vižo. Ja, od nekdaj je pesel Slovenke slovele, ne? Takrat najlepša je bila Rebeka Dremelj. Zakaj takrat, prosim? Ja, vedno se vtakne. Še vedno. A ste hotel kje povedati, slučajno? Zaradi tiste lepote takrat si zmagala. Tako. Ampak potem je pa prišel eden, ki ti je čestito in bil že prava zvezda, Sebastian, plesalec, pevec, koreograf. Tukaj mi pa dve besede nagresta v mojo gorenjsko bučo. Piše, da je bila Rebeka tiha in skromna. Mi smo jo dojeli. Tiha bi še rekel, ki je bil začetek. Mi smo jo dojeli kot tiho in skromno, ne? Ker smo vsi misli pač še ena misica v rangu, ne vem česa. Ne, čakajte, to je tako. Jaz načeloma, jaz tudi znam biti tiha. Skromnost pa zdaj odvisno, kako človek definira skromnost. Jaz načeloma sem skromen človek, ker jaz sem z majhnimi stvarmi v življenju zadovoljna. Jaz ne rabim dragih kamnov, pa ne vem kakih jaht, pa ne vem kaj. Sem zadovoljna s tem, da mi nekdo reče, da me ima rad. S tem, če Rebeka umolkne, potem pa po moje res štala. Ne bi si želel, da ona ostane tiho. Ampak s tem, se ni nujno, da je človek vedno skromen v življenju. Če si življenje prvo, zakaj pa ne? Hvala Bogu, jaz se življenje zagotovo zajemam za polno žlico. Sploh po izkušnji, ki sem jo imela, moram reči, da sem pogruntala, da je življenje prekratko in da zelo lahko danes si, jutri te ni več. In jaz se ne mislim po glavi tolčiti, kako bi lahko živela, pa nisem zaradi tega, ker so drugi drugače želeli. Ja, bravo, živela si življenje in ga živiš. Ampak, če sem jaz kaj spoznam, pa malo takole spremljam, je bil takrat Miss Slovenije, je bilo več glamurja, kot je to danes. Mislim, Miss Slovenije je bil takrat izbor, ki je bil zelo popularen. To je bil eden izmed redkih tistih televizijskih trenutkov, na katerega so vsi glasbeniki komaj čakali, da jih kdo pokliče. Vsi so bili doma pred televizijskimi ekrani in so gledali izbor. Tako da jaz še danes, po 20 letih, srečam ljudi, ki rečejo, jaz se pa tebe spomnim, kako sva z mami navijale zate. Zdaj so že te mamice tudi, ki so navijale zame z mamico in one so babice, ampak pustimo podrobnosti. Sebastian, to je bilo tisto obdobje, če rečem po gorenjsko, ti si bil takrat pravi čigumi za mladino. Takrat je bilo res hektično, ja. Takrat je bilo po 1000–1200 km prevoženih na dan, po 4–5 nastopov na dan in to je bilo res hektično obdobje, ki se ga zelo rad spominjam. Mogoče ga pa ne bi želel danes še enkrat živeti, ker je pač zato moraš biti malo mlad, pa zelo nor, da se greš to igro, ker dejansko ljudem predstavimo samo tistih 5% lepega dela show biznesa, vseh ostalih 95%, ko pa je dejansko garanje, in to mislim resnično garanje, tega pa seveda ne pokažemo. Ja, to je res. Ljudje tega ne vidijo. Ljudje mislijo, da je show biznis, vi se sami dobro zavedate, da greš na oder in da zabavaš ljudi. Tako, češnja na vrhu smetane, ampak v resnici pa je to res garaško delo. Še veliko ene kolobucije od spodaj, da prideš do te češnjice. Sploh pa v tej skromni Sloveniji, ko mora vsak izvajalec tudi veliko sam narediti. V svetu so zato plačani ljudje, ki sicer kar nekaj kasirajo, ampak pripeljajo pa izvajalcev kar tudi lepo vsoto in oni vse to podelajo. Ja, ampak se mi zdi, da v bistvu smo vsi taki, da zelo radi počnemo to, kar počnemo. In dejansko estrada ne pomeni samo petje ali pa samo plesa, karkoli, ampak dejansko nas bolj kot ne večinoma, tudi Rebeko vidi, se vsak spremlja naša socialna mreža, pa vidi, da smo se res razpršili na vse konce in kraje, da ni vse strogo povezano samo s petjem, ker dejansko je vse tako povezano med sabo, da potem nekako
dan si polniš za projekte, ki so povezani, sicer baza je petje, ampak potem se pa še en kup mreže razvija okoli, kar te veseli, ne? In pridejo projekti in ideje in polk rečeš, ja, pa je koledar že čisto poln, tako kot za decembra, pa damo še to narediti, ja, seveda, ni problema, kdaj pa? Pa še najdeš neko luknjo, pa še nekaj noter tlačeš, pa tako. In potem na koncu prijemo do tega, da pridemo na oddajo in Rebeka žiha in podokličar reče, ne bi ti rekel glih, da si najbolj živahna. Do tega pol to pripele. 20 let je minilo. Koliko se je spremenila scena v teh 20 letih? Jaz mislim, da se je zelo spremenila. Predvsem je ratal vsak svoj medij. Se pravi, medijske osebnosti smo bile včasih odvisne izključno samo od medijev. Medtem, ko zdaj so pa ta socialna omrežja naredila to, da ima vsak nek določen svoj medij in vsak skrbi za ta svoj medij in preko tega medija sporoča ljudem tisto, kar je njemu v interesu in praktično se mi zdi, da vse te oddaje, vse to, kar je včasih nekaj veljalo, danes nima več velikega pomena. In zato se mi zdi, da tako velikokrat pride do nekih izkrivljenih novic ven, pa do toliko tega fake newsa, katerega ljudje verjamejo, recimo. Jaz sem tudi že, ne vem, se je tudi že to zgodilo, da me enkrat en klicu, ker je bil nekje objavljen nek moj avto, da naj bi se zaletela na avtocesti, pa mislim pa take bedarije, ne? In potem ljudje to verjamejo. Tako da jaz mislim, da koliko je nekaj dobrega prinesel današnji čas, tukaj je prinesel tudi slabosti zraven. No? Sebastian, kaj ti ceniš pri Rebeki? Pri Rebeki cenim njeno delovnost, pa zelo spoštujem njeno organiziranost, pa res predanost vsem projektom, ki jih dela. Ker dosti krat se pogovarjava zvečer ali pa gledam njene storije na Instagramu in si mislim, da to ni čisto zdrav način življenja. Ne? Veš, pred leti je ona pač imela tiste težave z boleznijo, pa rekla, zdaj bom pa res, zdaj pa bilo to opozorilo, da bo zdaj naprej vse drugače in potem je minilo mogoče pol leta in potem je prišel 7. mesec, ko je bilo vse na starih tirih. Ni, čisto vse ni na starih tirih, je pa res, da te kolesje potegne nazaj noter. No, ko se enkrat tam je težko. To je ravno, ker pač radi delamo to, kar delamo. In ni Rebeka, konca. kaj pa tebe včara pri Sebastianu? Mislim, me predvsem pri njemu všeč to, mi smo 20 let prijatelja, mi 2 letos obeležujeva tudi 20-letnico prijateljevanja in mi smo 20 let res prijatelja. To ni samo neka PR-ovska finta, ampak se 20 let družba, 20 let en drugega pokličeva, da vprašava, kako sva in tako naprej. Naj ju zanima stanje od drugega in predvsem pri Sebastianu mi je to všeč, ker on recimo je zelo načitana oseba, zelo človek, ki zelo spremlja aktualne stvari in pa zelo racionalno. On zelo zna pretehtati, kaj bi mogoče bilo, pa kaj mogoče ne bi bilo. In on povsem vso to znanje tako rad deli za svojimi prijatelji in tako. In se mi zdi, da na njega res lahko vedno računam, no, kadarkoli bi kaj potrebovala. Jaz vem, da če bi ga sred noči poklicala, prej bi preletel sred noči ko zjutraj, no, ajde to pustimo, ampak ja, jaz vem, da njemu ne bi bilo težko za mene. In ko vidva skupaj sedeta, kaj sta, kad 2 tercijalke pa začneta to ne, sploh se nič ne pogovarjava. Tukaj smo zdaj absolutno preveč skrb. In zdaj, ko se skrb dobiva, sva tih. A te sva tih? Drugače pa sva, ja, oba veliko govorijo in hitro govorijo. Božič je, kako krasita vidva doma svoje domove, tam, kjer bivata? Ja, jaz po baše moja 2 ne čaka zadnja leta in skupaj okrasimo drevo. Vedno skušam nekako zadevo narediti kot nek dogodek, da potem tudi ona 2 aktivno sodelujeta pri tem, da postavljate te veje, ker obvezno zagovarjam umetno drevje in da skupaj postavljamo potem in kuglice in kje bi kaj veselo in tak naprej. Tako da skušam iz vsega skupaj narediti en dogodek z stricom, zaradi tega, ker se mi zdi, da želim, da potem, ko boste odrasla, da boste imela spomine na to, kako smo skupaj postavljali drevo. Če Bog ne daj na kakem potovanju letalo kam narobe zapelje. Jaz pa tudi zelo imam rada ta kič, zelo imam rada to Božič in ta čarobni december. Jaz moram priznati, zdaj, ker ste me to vprašali, me je kar tle malo zatiščalo noter, zaradi tega, ker jaz drugače vedno 1. decembra že celo hišo okrasim in to hiša naša zgleda, ker je spršel v Božičkovo deželo, ampak glede na trenutni urnik, ki ga imam, enostavno nisem imela možnosti, tako da jaz priznam, da sem si celo eno pomoč malo poklicala, tako da mi ena prijateljica ravno danes pomaga v tem času, ker sem jaz tlele, ona hišo krasi. Mahamo. Hvala. Tako je smrekco bomo pa postavljali seveda skupaj z otroki. Sta gurmana oba?
Jaz niti ne. Jaz jem zato, ker moram, nekako ne uživam v hrani, razen v sladkarijah, seveda, ne, ampak te sem zelo omejil. Jaz pa, kot je vidno iz priloženega, sploh nič ne jem. Pravijo, da recimo dober zrezek mora zoreti, da je potem okusen in da je dobro, da zgleda. Tudi vajna nova uspešnica je zorela kar celo leto. Jaz sem pa to zdaj mislila, da te pa mene že kaj pohvalim. Sem že hodila reči, hvala lepa. Ja, ker povej. Ideja za pesem je se prodila res že lansko leto, leta 2020, ampak sva potem videla, da sva oba toliko kreativca in deloholika, da ko se bo ta kreativni proces sprožil, da bi potem lani bilo premalo časa, pa sva potem zaradi tega rekla, veš kaj, dava to predstaviti na drugo leto in bo lahko speljala vse akcije, ki nam jih srce poželi. In letos pa prav zaradi tega, ker smo v situaciji, v kateri smo v Sloveniji, z vso negativo, želela vse skupaj zagnati še nekoliko prej in nisva čakala na december, tako da sva že 22. novembra najnega novega otroka poslala v eter med ljudi, zato da začneva saditi to pozitivno energijo. Sta dotakljiva človeka, imata rada dotike, rok, objeme, poljube? Jaz zelo, jaz sploh veljam za človeka, da vse ljudi okrog sebe objemam in košujem in meni je to, ta socialna distanca in to mi je nekaj najtežjega. No? Se mi zdi, da mi je bilo to najtežje izvedljivo. Sploh v tistem obdobju, ker smo bili, ker se nismo smeli za starši srečevati, pa tako, oziroma smo pač vsi mislili, da se ne smemo, ne? Pa smo se pač držali res nekaj mesecev na razni in tako mi je bilo, mislim, da mi je bilo to najtežje obdobje v mojem življenju, no? Ampak zdaj smo vsi to že predelali, zdaj si je vsak v svoji glavi ustvaril kaj in kako, tako da ravnamo po neki zdravi kmečki pameti. Tako da jaz se objemam in ljubčkam naprej. Sam pa sem bolj introvert, tako da zadnje leto pa pol je bilo bolj voda na moj mlin, teda sem se malenkost lahko umaknil še bolj v svoj mikrokozmos in potoval po svetu in tak naprej, predvsem pa, ja, se rokujem, se pa to, ampak te objeme pa to pa si res prihranim za svoj ožji prijateljski krog, no. Nisem toliko, da bi pač kar posegal v osebni prostor in tudi ne maram, da ljudje preveč posegajo v moj osebni prostor. Lepo. Zdaj bi bilo pa lepo, če pogledate še v kamero pa našim poslušalkam in poslušalcem, ki rečeta, pridno se mi poslovimo. Jaz vam vsem želim ene čudovite praznične dni, da se imate radi, da se spoštujete, da ne gledamo na to, kdo je zelen in kdo je rdeč, popolnoma nepomembno. Važno je, da se imamo radi in da uživamo življenje, zajemamo ga s polno žlico in to je to. Tako da vse lepo želim, srečno, zdravo in zadovoljno naprej. Tako tudi z moje strani ne pozabiti, svet je zanimiv zato, ker je raznolik, dajmo se v te raznolikosti sprejemati, ostanite zdravi, predvsem pa veliko poslušajte pesem Ko primeš me za roko. Ker vam bo polepšala dan. Tako na glasnost na polno in zaplešite in zapojete z nama. Rebeka in pa Sebastian, hvala lepa, ker sta prišla v studio TV Veseljak. Naj bo življenje prijazno do vaju, ne? Veliko lepih objemov, tistih, ki vaju imajo radi in ki jih imate vidva rada, naj vaju spremlja v letu, ki prihaja. Drage gledalke in gledalci, mi pa seveda premierno na TV Veseljak, novo decembrsko uspešnico, Ko me primeš za roko, Rebeka Dremelj in Sebastian. Mici, požen! Ko